3, 4. Opa, 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 opazovalnica, opazovalnica. Klasika. To je to, lahko noč. Se imamo samo še 1 uro. Ja. Tako, najprej lepo pozdravljeni, veseli naju, da ste se odzvali v takšnem številu. To je popolnoma drugače, kot pa snemati pri njemu doma, kjer te publike ni. Vem, da ste na internetu takrat, da ste prisotni. Ne verjameš. Ja, jaz nimam računalnika pred seboj, on spremlja, Anže spremlja v živo dogajanje v chatroomu, ker imamo chatroom. Tako rekel, kaj je narobe to. Ne, nisem, hotel se pohvaliti, če že kaj. Da imamo chatroom. Ta cela produkcija. Ja, informativni program recimo ga nima na katerih televizijah. Ja, ne moreš komentirati, ko gledaš Kaj, poročila. Edija Pucarja, ki nekaj reče. Recimo, ne moreš reči, to pa nisi lepo povedal, ali pa to pa ni toliko pomembno. Ne moreš tega komentirati. Medtem, ko na pozvalnici lahko to rečeš, Anže, razglej se mal, ali pa nimaš okusa, ampak to ti jaz povem. Ja, a zato rabva chatroom. V bistvu, a sva že dobila kaj pametnega iz chatrooma ven? Sva, Hans je tam. Ok, to je klasika, ampak to je bilo v scenariju, to noben ne ve. To je bilo pripravljeno, to ni bilo na ključe. Danes imamo prvič neke oporne točke. Sprintan scenarij. Ni scenarij. Živa pozvalnica 24.2. kinoteka. Ja. Kaj piše, kle? Povej. Zdaj moraš ti povedati admin za spremembo. Jaz povem admin. Anže ima tremo, dajte mu zaploskati. Prosim, dajte. Pobral sem ga z avtom, preden sva šla sem doma. Ne? S katerim avtom pa? Ne, ni CC. ne, CCM. S katerim avtom? Vprašaj me, s katerim motorjem v tem avtu. Z V6. V glavnem, za tiste, ki veste, kaj to je. Niso vsi avtomobilistično razgledani. Ne boš povedal, kjer avto je. Ker zdaj bi lahko stajali ljudje, kjer avto je. Jaguar. Okay. Kjer je Jaguar? S. Okay. V glavnem se peleva. Zgleda kot Hyundai. Sam to rekel. Pa to ni šala, ker si me enkrat prišel po noči iskat, si rekel, jaz sem dol Jag. Tako on to reče, ne reče Jaguar. Jag. Vedno reče Jag. Kao prid. In je bil pač obrnen stran od bloka, tako da sem videl sem zadnji reči in sem rekel, lej, Hyundai akcent, to ni on, okay? In bo sem gotovo, da si ti. Ne. Laž. Anžetev spraševati o avtomoto športu je kar way to go, kot vsak ve. V glavnem se je tako tresel celo pot do sem, zatiskal si je oči, je rekel, jaz moram še tole pripraviti in potem je tole prištimo zelo hiter. Nič ni delal na začetku, seveda, dokler nisem jaz pogledal, kaj je narobe. Zdaj dela, ne? Sada bomo vedeli, kako je dejansko, ko smo prišli sem, teh pač miz, valjda pa stalov ni bilo in sem rekel, daj pomagi mize nožati, pa je šel kar stran. Pač stran je šel. Jaz sem se mogel iti ogreti na klavir, ker imam hladne prste. Ne to delati več, že spet. To so že geste. Please. V glavnem... V6. Admin, prosim. Podpri.si. Hvala. Nis povedal dejstva, ne, da je zaston. Zaston, ta podcast je zaston. Najni publiki tle govori, da je zaston, to je malo ironično, glede na to, da so plačali. Ja. Vi to plačujete. Podpri.si. Hvala. Tako, danes mi je prvič nerodno in sam čakam na njegovem ali pa na svojem čelu un nišan. Laser. Dajte nam sedi. No, ok, najprej. Zakaj? Ja, šeš, da pa pogledaš na list, kaj ti bo pomagal. Ne. Okay, hočem reči, da se mora najprej malo upravičiti za irregularen ritem live snemanj. Ja. Misliš na netu, ne na YouTubeu. Na YouTubeu. To je čist dost, to je enkrat letno. To je, mislim, vedno bilo, vedno bo, to je eter. To smo že velikrat rekli. Okay. Zakaj pa toliko irregularno snemamo? Irregularno, ker smo pa oba strahotno, ali sva bolna, ali sva pa zaposlena. Anže je več boln, kot zaposlen. Če kljukamo v koledarčku. Čeprav ti si tudi letos že dvakrat zbolel, ne? To je treba povedati. Čeprav tečeš. Lani sem zbolel, prvič po 5 letih.
Ja, angina. Antibiotiki. Ja. Antibiotiki rešijo vse. Rešijo stvar, pa se pa spet pojavljajo, ne vem, kaj je to letos. Si pa zdaj, zato si busy, ker si sprejel še eno službo. Ker je, to je hotel, da. O, Jure, kje si pa zdaj začel delati? Kaj pa se je spremenilo v tej službi? Kaj novega? Drž se tega, no dej. Tukaj smo vadla. Ja. Ali je res, da boš najboljši voditelj Milijonarja? Mislim, jaz se ne bom hvalil, ne drugi razsodijo. Pust hvalo primer. Ti si se pa znašel na dogodku, za katerega pa res nisi kvalificiran, ne tako? Ti si se pa res... To ne piše. Zdaj mi je prišlo na pamet. Čeprav to je danes v modi, da pametujejo ljudje v stvari, ki se ne spoznajo. Bil si komentator na EMI. To je močna beseda, bil sem komentator alternativnega spletnega prenosa. Ampak čakaj, če potegnemo črto. Človek, ki nima posluha, ki se ne spozna na modo in ki se ne spozna? Ne vem, kako je v stiku z pop elementom današnje družbe, sociale. Kar ti seveda si. Pop, leta 2020? Pop, 1920? leta 2020. 1820? Čak mal. Point je v tem, da nisi nič od tega, ne? A kljub temu si se znašel na mestu komentatorja tega prestižnega dogodka. Kako to? Kako so te povabili k sodelovanju? Kako se je začelo? To se je Mail sem dolu. A bi ti pižamc pa Eva to počel? Ja. Dobro, ne, sej. Kako si pa ti dobil povabilo za Milijonarja? 10krat sem mogel izklopiti telefon, pa sem rekel, ok. Zdaj, to, kar ne vem, če ljudje to vejo, ali si to že v kakšnih intervjujih razlagal, jaz ne vem, ampak ti imaš zelo rad ne Jonasa, pač kviz. Ti imaš zelo rad pač ta kviz, dejansko. Ja, to je res. To je res, sem ga kar spremljal, no? Ko je še vodil tale Chris Tarrant na ITV. Pa zdaj rad gledam z Jeremyjem Clarksonom. Iz Top Geara. Iz Top Geara, to je. Čeprav se mi zdi, da se mu ne da, ne? Okay. Tebi se da. Men? Ja. Kaj je lepšega? Opazovalnica mogoče. Kle se dela. To je seveda lepšno. Ful pozor, ampak hvala. Veste, koliko sem napisal na netu, da kakšna odskočna deska je res opazovalnica. Ko so tole videli, milijonar. To je to. Ja, glej, mislim. A pa so še hitri prsti. Še so hitri prsti. Pa zdaj je neka nova, zelo tebe vprašam. Ja, zdaj je pomoč voditeljem. Ja. Zdaj se pravi, če tekmovalec ali tekmovalka presodi, to bi pa voditelj znal vedeti. Ne? Rečejo, a vi to veste, jaz rečem, morate me vprašati, bom pa povedal, mora pokurti izhod, ne morem reči, ja, jaz to vem, ok, pa bi pa vas vprašal. Ne smem reči. Ja. In? Ja, do zdaj, kar smo snemali, je bilo tako, da večino sem vedel. Ja. Na živce mi gre, ker sem vedel toliko. Ja, ker se mi zdel, da je večji komičen element. Ampak so sprašvali prvih 5 vprašanjih. Ne. Na kjer dan je petek 13. pa te scene? Pusto. To en ni vedel. To imaš posnetek, na kjer dan je petek 13, pa je bilo torek, sreda, četrtek, petek. Kjer bebec. V glavnem. Ja, tako tudi na kvizu deluje. Ti nič ne vem. Ne. Ja, kaj ti počneš tu? A pa Bog daj kakšen celebrity, a veš ta, za dogodine. Ne, je dost voditelj. Ne rabiš. Okay. No, pa sej je bilo že velikrat tudi stand-up komiki. Ja, in stare, recimo. A tudi? Ja, sažo stare, dame gospode. Sam vodo sem poudaril, da so bili že stand-up komiki in on. V glavnem, da ne zdaj pa kar... Anže je fan roastov. Kaj še tle? San Remo. A je kdo gledal San Remo? Roke gor, unike ste gledali San Remo. 2, 3, 4. Eni 2 roki, 2. Ja, ok. Ja, boljška ema, slabška ema. Ne, ena stvar je bila zanimiva. Vsako leto, odkar jo spremljam, zadnjih koliko let, je tako, da je najmanj 1 ali pa 2 pesmi,
ki so takšni, da bi jih človek rad še slišal v življenju. Oziroma si kupi pol tisti CD, dvojni, Sanremo izbor. CD. Dvojni. Kdo? A si lani kupil CD? Jaz sem kupil, imam zbirko v zadnjih 5 letih. CD je Sanremo. Ja, pa kasete iz Jaz 90. malo komi čakam, da ti umreš, ker to bo na eBayu. Kje si pa to videl? Komi čakam, da ti umreš. Cool. Ne samo hoče reči, da na eBayu bo eden zaslužil. Pač nekdo v tvoji familiji bo. To je pa zbirka Sanremo dvojnih CD-jev, ki jih je poslušal Jure Godler. Ni Sanremo edina zbirka, ki jo imam. Peva raj naprej. Ne, hočem reči samo eno stvar, zdaj pa ni več teh skladb. A ja, Žal. zdaj pa nič Ne. nočeš še slišati. Ne. Nič te Lani ne je bila prepriča. še ena. Kjera? Še Od, fle. ne, od Arize. Valjda. Ariza se stobene. Pozabil sem to še Ja, naslov. to je bilo ampak Brad Pitt in Glorious Bad. Buongiorno. To je bilo ja. Ne, pač to je bila lepa pesem. Letos pa ni bilo nobene, so pa za moje pojme zmagali. Vrnili so se nazaj Riki Poveri iz preteklosti. Eden, ne de, kdo to ve? Anže, Kdo ve, kaj je zdaj rekel? ki ne ve. Ja. Ampak ljudje so diskretni. Še enkrat reči, še enkrat Vsi reči. so vedeli. Riki Riki je Poveri. veste, kaj pomeni? Kdo so? Riki Poveri, to je band. Več mojih ljudi, bi jaz rekel. No, v glavnem, obudili so jih od. Zakaj? Iz naftalina. Ja, recimo nekako. Čeprav zelo veliko nastopajo še vedno po Rusiji. Sanremo pevci, oziroma nasploh italijanski v pop, zelo Rusiji. uspeva v Rusiji. Jaz ne vem, ker oni imajo te stare 80-ta disco evente. V Rusiji zelo velikih imajo. Poglej na YouTubu, ker si tak digitalen skozi, tega pa ne veš. Kaj moram iskati? Sanremo, Moskva. ne. Kaj moram iskati na YouTube? Disco Hits Parade, Moskva. Tam jih več različnih naslovov je. enkrat reči. Ne bom. Daj samo Ne Moskva. bom, ne bom. Ne, okay. In so pel venček, ampak zanimivo, ne? Kako so naredili, sem da povem, za tiste, ki niso gledali. Sanremo, kot veste, traja v torek, sredo, četrtek, petek in soboto. To je vsak dan. Razen ponedeljka, pa nedelje. Ponedeljka pa nedeljo ni Ja. in traja od 9 zvečer do 2 zjutraj skoraj. Okay. Pač zelo veliko programa je. A ti kaj delaš v življenju, drugače? Je pa to enkrat na leto, come on. In imajo tudi zelo goste. Letos je bil tale tenisač, Djokovic, je prišel in je zapel. Ja, športnik. Sej. On je tenisač, ne vem, če veš. In tako je To moj. ali pa nekaj zajema. V glavnem je pel en komat, so ga nahecali. Ja. Bil je ta najbogatejši nogometaš na svetu. Kako mu je ime? Pozabil sem. Ronaldo. In ne samo on, na odru je bila celo njegova žena, ki je plesala latinsko-ameriške plese. Koga to? Okay. Še kakšna informacija iz Sanrema? In potem Roberto Benini je bil gost in je imel točko, ki je trajala 30 minut. Tako kot tole zdaj. Pač, hotel sem to povedati. Riki in Poveri so pa začeli z venčkom najprej manj znanih. Potem so se pogovarjali z njimi, pa sem rekel, joj, a res ne bo najboljših komadov, ki jih imajo. Pa so pa še enega zapeli in spet ni bil. Pol je pa rekel, na koncu pa rekel, ok, zdaj pa preden greste, boste pa še 2 zapeli. Kaj mislite, kje 2? Sara perché ti amo, pa mamma mia. Aha, ok, to pa poznamo. A to pa ja. To pa ja. A to pa ja. Fajn. Okay. A lahko nehamo v Sanremo? Okay, ne, zdaj pa na točko 2. Zdaj pa tisti čas, ko moram jaz zaigrati intro z eno zelo posebno rubriko. Ocene. Kritike in Ja, reviewji. Review. Kritike in... poznanstva. Ne, kritike in, kako smo že imeli, no, da je dramatično. Ne vem. Kritike in graje. Okay. Izvoli. Malo ene par reviewjev, hvala vsem, ki jih dajete Hvala. v Apple Podcast. Tako da, Dajte jih še. sej,
jih dajo. Okay. Big like za Godlerjevo počasno, a vztrajno izobraževanje Anžeta v strokovnjaka za klasično glasbo. Okay. Zdaj je treba tudi obratno, tehnološko in košarkarsko podučiti Godlerja. Dvomim, da bo navdušena vseeno, kapo dol za spontanost, ki nasmeje tisoče, pa v oklepaju upam, da bomo kdaj lahko rekli milijone. 5 zvezdic. Milijonar. Pa kaj ne. Čeprav v tem kvizu so res milijoni, v glavnem. Če priješ 10-krat? Kdo je to napisal? Kaj ne, vprašanje. Kaj ne? Ja. Ne, se zdost. Zdaj pa naprej. Okay, Uganka je subject, 5 zvezdic, Dominik ali pa Dominik, ne vem, 557. Ni bil Frej, Dominik ni bil. Okay. Že ful časa poslušam Vine Channel, to čisto ne štekam, pa mi še zmeraj ni jasno, o čem se sploh gre, pa še kar poslušam. To je weird, pa hashtag Mesija in Sultan. Tako da, ne, ta je očitno poslušal Gajo. Yeah. Pomo pa Razrej je nickname, smeha polna vreča, subject line, popa. Vidva sta bolana. In a good way. Ponavadi podcaste poslušam v avtu, pri vama bom zgleda moral narediti izjemo, ker sem ob izbruhu smeha lahko nevaren sebi in drugim udeležencem v prometu. Dobro, varstvo v prometu. Ja, razen če imaš V6, jag. Pa še ena, sta pa Zala R, čeprav pol piše Katarina in Zala, to je kar slabo. Napisali so že 3 osnutke ocene, resno. Mislim, da so 4 stavki. Ampak noben ni dovolj dober. Okay? Kao, obe nimajo iPhona, zato je ocena skupna, ampak šteje dvojno, Katarina in Zala. To. Ja, več osnutkov za tale ep. No. Ne, mi je všeč. Ti je všeč. Ja. Mi je všeč. Izpiljen tekst. Ja, dober tekst. Ja. Katarina in Zala, a sta mogoče tukaj nosoj? Ne. A bi upali reči, da sta kle? Dvomam. Zdaj pa greva na naslednjo stvar, kjer je pa en disclaimer. Ja, najprej moram povedati, da smo imeli z Anžetom na Vodnikovi domačiji pripovedovalski večer. Povabljena sva bila nekam, kamor ne sodiva. In kako se je to razpletlo? V bistvu bili so kar fani opazovalnice. Ja, zdaj eno vprašanje. Ali je kdo, ki je bil tam tudi tukaj? Sam roke gor, sam to, da veva. Bolj malo ljudi, to je pa ok. Bolj malo, meni se zdi to veliko. Lej, v redu je. Okay. Zdaj prvo poveva prvo vrsto in potem poveva... Ja. Prideva, ne, in je Anže vprašal na začetku, preden sva začela zares, a je kdo tukaj, ki ne pozna opazovalnice? In koliko ljudi gre tja not v tisto dvorano? 70, 75, nekaj tam. 70, 75, ja. No, noben ni dvignil roke, se pravi, vsi so poznali, razen 2 dam v prvi vrsti, ki sta pa dvignile roke. In jaz sem se jima takoj opravičil. In on se mi je takoj opravičil. Ja. In najboljša stvar za gledati tisto uro, ki je bila, ki je tekla, za naju, to sva samo midva videla, ker sta bile čisto v prvi vrsti, tega noben drug ni videl, njuni pogledi med najnim programom. Ena je bila, druga poleg nje pa presežem. Cel program. In mislim, rečeš program, kada je bil program, ampak ja. Smešen je bilo. Ja. In pol smo vmes rekla, je že rekel, a boš na synthesizer zaigral? Pa sem rekel, ja ne, vsi v smeh, ona dve. In sem se znašel, da jaz njima razlagam, vse smo drugač synthesizer, veste drugač v podcastu, tukaj zdaj pride ena tema. Za opa, ker smo vprašali opa help. Pa jaz mislim, da je nekdo rekel, a bo intro. Ne? Intro, ja. In ga ni bilo. Ja. Res je bilo, pa tako je bilo, da je bilo glih tako osvetljeno, da se je prvo vrsto ful videl. In je bilo, pač ljudje so se relativno ok smejali. Te 2 ženski sta bile pa kave stolca. Ja. Pač res, pač na mar sta vršle. Vmes sta začela z zanimanjem gledati, češ, aha, se to so pa v nekaj razvili, to je pa moderno. Ja. In res je epsko, jaz pač on ima pač itak več izkušenj na odru, kaj jaz ne.
očitno. Pižanc je tudi bil tam, ne? Pa je tudi rekel, da je tako vedno tudi na stand-upu, da osvetljen je glihun, ki sam sedi. Pač. In je bilo Kdo gre res... sam na stand-up? In zakaj? Ja, tako da, zdaj pa tiskar, unike ste bili, ste to že slišali, ampak to so rekli, da morava pač v opazovalnici uživo narediti. Klej bom jaz v bistvu besedo prepustil Godlerju. Tiskar bi pa rekel, je pa to, da mi da se itak pripravljava, tako kot se pripravljava. To, kar bo zdaj povedal, cela ta sploh ta končni del, je dejansko resničen. Omenjeno bo eno pismo, ki je podpisano, štempljano, ki ga je on prejel. Tako da sam res bi rad povedal, to, kar bo rekel, je res. Ni izmišljen, ni šala, čeprav šale je tako malo v opazovalnici. In zdaj greva klele na točko 4, ki se ji reče, če lahko jaz preberem. Klistir, pomišljaj, pismo. V glavnem, zgodba, ki smo jo predstavili v opazovalnici v zvezi z mojo prebavo leta 2012, je zdaj... Jih več, celo sam rečeš, da je to bilo. Ker prebava 2014 je pa ločena zgodba. Jaz sem bil zaprt leta 2012. Ja, okay. In ne več po tistmu. Ok, v redu. Sva dobila odziv, zgodba je medtem ponarodela, tudi je šla Vodnikovi ga prepovedujejo, slišim. Še malo od Cankarjev. Tako. In ta zgodba je dobila en epilog strani šolanega zdravnika, ne, ker jih je danes vsak zdravnik že. Ta je res zdravnik. To je res zdravnik. Sam hiter, ti si bil zaprt in si naredil klistir. Jaz sem bil zaprt na podlagi svoje diete, ki je bila takrat vegetarijanska. Vegetarijansko-veganska tudi nekaj časa in to je kar zlo, če se da v kontekst. Samo po sebi, če služiš s tem, okej. Z vegetarijansko. Če pa ne, če si pa žrtev, si pa žrtev. In jaz sem bil takrat žrtev in mi ni bilo jasno, ne, se pravi, klistir, ki sem ga jaz vase takrat dal, se pravi, liter fiziološke tekočine, nikoli ni iz mene prišel ven, do danes. In tukaj sem dobil odziv zdravnika, ki pojasnjuje potencialne primere, in to se dogaja v času koronavirusa, keep that in mind, ki pojasnjuje... To danes si rekel. Ja, to je zdravnik, ki se je vzel čas navkljub gripi in koronavirusu, da odgovori moji prebavi. Tebi, ja. Meni osebno. Torej, šolan zdravnik, podpisan z štemplom. Z štemplom. Drmed. To je dokaz, da je, evo, zdaj pa, dragi gospod Godler, datum, tako, zadeva klistir. V zadnji epizodi opazovalnice ste opisali svojo zanimivo izkušnjo s klistriranjem ob zaprtju, ki je nastalo ob vegetarijanski dieti. Spraševali ste, če oddajo posluša kakšen zdravnik, ki bi obrazložil, kako to, da iz sebe niste spravili niti kapljice. Z veseljem vam pomagam. Ob osnovni predpostavki, da niste zgrešili pravilne odprtine, je tako... Čenkaj, doktor medicine, odlično. Naše debelo črevo je zanimiv organ, true, ki poleg tega, da izloči blato ob koncu prebave, še kar obilno absorbira. Sicer ne več hranil, ki so se absorbirala že v tankem črevesju, temveč samo še vodo. Kar je smiselno, saj ob koncu prebave telo oceni, koliko vode še potrebuje ali jo lahko zavrže, kakor ste pravilno razmišljali tudi sam ob bobkih. Bobki so bili vse, kar je... Vsi razumemo, Naprej. Res. Ne vem, če. Ja. Absorpcijske zmožnosti so zelo velike do samega konca danke. In to je mišljeno ne kot prebivalke. To s pridom uporabljamo v medicini. Zdravilo v svečki, vstavljeni rektalno, naprimer, 4-krat hitreje deluje kot injekcija v mišico. Kot tudi zvedavi najstniki, kot lahko najdete po spletu, ko namočijo ženski tampon v vodko in si ga vtaknejo v rit. Pri čemer pride do zelo hitre absorpcije in pijanosti. Ne, pauzo sem dal, da se zamislim. So tvegane stvari za zdravje. Si že probal? Hitreje kot skozi usta, nisem. Sicer v svoji karieri še nisem neuspešno klistriral,
Tudi pri mnogo manjši količini fiziološke raztopine so uspehi nenavadno eksplozivni. Mnenja sem, da pri vas ni bil problem zaprtje, ampak majhna količina hrane in posledično blata. Predvsem zato, ker niste bil napihnjen, to res nisem bil. Napet in ste bil brez bolečin in močne potrebe po odvajanju. Hkrati je tudi možno, da ste bil dehidriran, da ste kar liter absorbirali v tako kratkem času, brez da bi ga telo kaj odstopilo v WC-ju. Zelo lepo piše. Poetično. Naslednji dan pa odvajali trdo blato. Vsekakor si škode niste naredili, potrebno pa tudi ni bilo. V primeru, da imate kdaj podobne težave, imamo kar nekaj manj invazivnih metod, preden se poslužimo spiranja. Donat, blaga in močna odvajala, svečke. Če pa se še kdaj lotite posega, svetujem, da dodate nekje 20 do 30% glicerina, ki se tudi kupi v lekarni in pospeši izločanje. Ta debata me je veselila in upam, da sem bil v pomoč. Če boste pa kdaj potrebovali nasvet, me kontaktirajte. V akutnih stanjih pa raje pokličite 112. Epilog. Meni samo všeč, ker je na lep način povedal, zakaj si skočil takoj na klister. Da so koraki, ki se jih da prej sprejeti. Ti si šel pa direkt na liter fiziološke. Lahko povem zakaj? Povej. Ker jaz nisem človek panike. Če kdo ve, veš to ti. Če sva kaj videla, danes sva videla to, kdo je paničen. Problem je v tem, da sem jaz tekom tedna in to več tednov zapored, po 3-4 dni nisem šel na odpad. In to je bil povod. A tako v Brežicah, vece hote. Dobra, greš do smetnjakov pa... To pa ni Salzburško. Imaš ti še zmeram posodico, ki jo čez oken. Hočem reči, da ni bilo tako... kot si ti misliš, oziroma kot bi ti naredil, že 2 dni nisem. Ja. Kje si klistir, a ne? Ni bilo na ta način. Ne, ti si čakal. Jaz sem opazoval. Donat bi pa lahko pil, ne? Kako? Donat bi lahko pil, ne? Sej sem, pa mi ni pomagal. Jaz sem ga celo dal ven, segret. Pa nisi nič na WC. Ne, pa sem spil cel liter. Vroč ga, po moje, 30 stopinj. Res, nič, vse ostalo me. Kaj si ti jedel? Kaj si jedel? Kaj ti si efektivno si dal pač liter fiziološki not in si jo spil? Tehnično gledano. Ne. Ti je zdravnik tehnično gledano razložil. Absorbiral sem. Kot mesija dela. Spil. Ja. Pijemo skozi usta. Razen, kaj je vodka, pa tampon. V glavnem, a greva naprej? Ja, na naslednjo rubriko. Na naslednjo rubriko. Se jo vedno čaka. Ti bom že spet govoril, takrat, kad delava, da užgeš. Yep. To čudo. No, tako le zgleda, še kdo ga ni videl. To je to. Za ta denar. Pa barvo je sam zbral. Barva je bila sam ta. No, greva v rubriko Opa Help. Tako. Opa Help. Okay. Yep. Ja, že spet, jaz bom to rekel, ker se to snema tudi za podcast. Če greste na aparatus.si, pošiljnica Opa Help, je tam obrazac, kamor lahko opišete tegobe, vprašanja, karkoli. Zdaj tako le vidiva, da zelo pomaga, če ste detaljni. Ja. Ne, da je kjere nogavice so dobre. Tiste, ki ti pašajo, bejš. Ja. Jaz imam pa problem, ne? Ja. Problem tak pa tak, s tem pa tem. Ja, za doktor Godlerja. Tako. Ok, lahko prvega? Izvoli. Peli, Davorin je tole napisal. Zadnjič sem zvedel, da naj bi to je on dal v dokument za to. Zadnjič sem zvedel, da naj bi Mozart naj bi imel Mozart prav posebno uglasitev. Aja ali aja? Ne. Aja. Aja namreč ni ugasnil na frekvenco... Uglasil. Ni uglasil na frekvenco 440 Hz, kot to naredimo v naših časih, ampak je orkester bil uglašen na 421 Hz.
Če je temu tako, je možno, da Godler še ni slišal pravega Mozarta. Upam, da profesor Godler negira prejšnji stavek šarmantno poveljniškim glasom. Tako da, ali veš, kaj se dogaja? Če je temu tako, ali Anže sploh sliši razliko? Jaz bi prej slišal razliko, po mojem, kaj ti. Bi, ja, saj si vendar komentiral. Jaz ne ga montiram. Vi ne veste. Kaj? Ja, koliko jaz poslušam stvari preveč. Kaj to pomeni? Kaj je Mozart? V glavnem, kaj sem hotel povedati? Hvala lepa, Peli, za vprašanje. Najprej, da te razveselim na pozitivno. Mozart ni bil edini, ki je imel prav posebno uglasitev. Vsa glasba do leta, mislim, da 1821, tudi kasneje, 1850, mislim, da je bil vzpostavljen generalen, kako bi rekel temu, generalna konvencija, ne vem, kje so to naredili in kako, teh detajlov ne vem, ampak tole je danes A. A ne? Tole, tako je slišati danes noto A. Okay. No, in posledično je to C in tako naprej note. V glavnem, Kje pa B? Je pa nad A-jem, to je znižen H. Ampak to je beside the point. Da ne boš pregorel, je še pol ure. Hotel sem se pohvaliti. Hočem reči eno stvar. Uglasitev, ki je bila do leta 821, je bila pol tona nižja, kar pomeni, da je vsa glasba do tistega leta, A takrat ni bil, ampak je bil. Wow. Se pravi, mala nočna glasba je. Die nachte recht muziek, pa to. Ja, pej domov. V glavnem, mala nočna glasba recimo danes zveni takole. Okay, ja. Takrat je pa zvenela. Pol tona dol. Si slišal razliko? Slišal sem razliko. No. In vsa glasba do takrat je zvenela pol tona dol. Na vprašanje, a je možno, da Godler še ni slišal pravega, dvakrat piše pravega in dvakrat je pod narekovajih. Pravega To te je Mozarta. razjezil, ne? Ja, malo me pa je. Ampak bom povedal, zakaj me je malo razjezil. Jaz že od pameti veka na opazovalnici priporočam enega izvajalca, oziroma Hana Kort. Arnon Kurja, še malo pa bo, še 5 let pa bo znal. Tako se napiše, sem da ljudje vejo, kaj Google. Hana Kort je. Harnon Court. No, Ja. potato. On ima, oziroma je imel, zdaj je pokojen, da ne živi več, on je imel orkester Concentus Musicus Wien. In njegov orkester je eden redkih, mislim, da jih je od teh znanih, da so 3 ali 4 v celi Evropi, ki imajo vsi inštrumente za pol tona dol. Tako da lahko poslušaš Kako je bilo takrat? Arnon Kurjeve izvedbe, ampak samo takrat, ko dirigira tem orkestru svojem. Ker če dela koncert Gebau ali pa z berlinskimi filharmoniki ali pa s katerimi drugimi, dunajskimi, oni imajo normalno uglasitev, današnjo. Če pa s svojim orkestrom dirigira, se pravi, če boste iskali Arnon Kurjeve posnetke, ok, 3 ne bojo, ostali pa. Iščite izvedbe, kjer piše Nicolas Arnoncourt in orkester Concentus Musicus Wien. To je boste slišali izvedbo tako, kot je Mozart takrat napisal, oziroma kot si je zamislil. Okay. In sem spada tudi vsa glasba od Bacha, od Haydna, od Beethovna in vseh. A nisi rekel, da Bach in Beethoven nista bila isti cajt? Sej nista, ampak oba spadata v čas do 1821. Sem po tej logiki Jezus spada v čas do 1000. Ja, povem en komad njegov. Si dol zdaj dol, si dol sebe. No, v glavnem Peli, upam, da bo zdaj razumel. Ja. Aha, pa še ena napaka je. Ne? Danes imamo, tem se reče, tole je 440 Hz, ne? Ja. Današnji A. To je jaz zvok, kar razumem. To no? panike. Tole je približno tako. Mozart je imel bolj nizko. Tukaj piše, da je imel Mozart oglašen na 421. Ni bil je na 415. Ja. Davor je našel tepst. V glavnem, lahko naslednji, opa help. Je še.
Si še le Deva, pripravil. kot da smo padla. Okay. Ja? Ja. Okay. Kristus. To je pa zdaj že konkreten problem. Tiste je bilo informativno, zdaj pa konkretno. Okay. Kako naj ogrejem partnerko, ki ni nikoli do seksa, pa pol podpis Make it anonymous. There is no other way to make it, če se nisi podpisal. V glavnem, če imaš partnerko, ki nikoli ni do seksa, mogoče ni problem v partnerki, ampak v tebi. Obrno. Okay. A si mislil, da bom njo kritiziral? Kaj, če se ne umiva? Kaj, če smrdi? Kdo zdaj? On. Okay. Ja, če je ni nikoli. Ja. Lahko je pa tudi punca bolana. Lahko ima kakšno bolezen. Tako tudi zgleda, ker sva sama. To nisem mislil zdaj posmehljivo, ker... Resne stvari. Veš, kaj mi gre na živce? Ne, samo malo. Kaj ti gre na živce? Okay. Samo malo. Ja. Če sem v prisotnosti nekoga, ki zazna, da se norčujem iz bolezni ali pa iz invalidnosti. Okay. Ne, čakaj, samo da ti povem. Ja. Ker se ne, ker to ni moj namen. Me razumeš? Ne. To je nedoraslo dojemanje. Jaz nisem v življenju rekel nikor, gleda, ta je pa bolana, ali pa pogleda tega invalida. Ne, vedno je... Kaj bi sploh to mislil, razumeš? Zato, ker me ti na ta način tretiraš. Ne, jaz sam pazi, to je moj znak za paziti. Tukaj snemava doma, je tako, začnem delati. A je kakšen zdravnik tle? A ve kdo iz glave, če obstaja med anamnezo oziroma med diagnozo, med simptomi, da nekomu ni do seksa? Obstaja kakšna stvar? Seveda. No, recimo vročina velika, for one thing. A pa ima non-stop vročino. Ja, lahko je bila na Kitajskem, ne veš, kje je bila. Res, še malo rasizma. V glavnem, se pravi, lahko je tip kriv. To je tvoj odgovor na to. Ne boš pa dal na svete, kako naj jo ogreje. Kako naj jo ogreje, če je nikoli ni? Ja, kloroform. Okay. To sem se hecal, no? Pa cel ga in pol mene ljudje, zakaj ga ustavljaš? Pusti ga povej do konca. A gre naprej, a gre lahko naprej. Kaj imaš? Pozdravljena Gaja in Tomo. Gaja. Star sem 15 let in vaju poslušam že od začetka česa. 15 let, come on. No, daj. Na vaju se obračam, ker imam ljubezenske težave. Vem. Že 2 leti nazaj sem spoznal dekle, ki mi sprva ni bila všeč. Kjera ti pa je, če smo odkriti sprva? Ne, če smo odkriti. Sprva, govorimo sprva. Kaj sprva? Kaj vidiš, ti jo še? Kaj? Ja, vidiš, ne, včasih si, prvi vtis ni zadnji vtis. Ne, čakaj, včasih vidiš, ampak prvič. Kaj je pa to za ena rogovila? In pa mine čas. Čakaj, mine čas, minejo leta. Leta minejo. Minejo leta in pol še le vidiš, da je še zmeraj rogovila, ampak to ni vprašanje. Vprašanje je, da je mu sprva ni bila všeč. To je že prvo stanje. Ob tem času sem namreč bil zaljubljen v drugo, ona pa mi je pomagala in svetovala, kako očarati moje tedanjšno dekle. In to so bolne igrice, ki se danes mladi igrajo. To je bolno. Ja, ti imaš kolegico, ki ti pomaga dobiti punce. Ja, to je bolezen, to je stanje bolezensko. To je zrelo za psihiatrijo. Ja, vsi so bolani. Meni je polno ful všeč, kako jo ne, kaj ti je? A bi z obema, verjetno je to videl v filmu, pa bi z obema. Ne, sigurno je to videl v filmu, no, ker ona pa mi pomagala in svetovala, kako očarati moje tedanjšno dekle. Tako sem jo dobro spoznal in se zaljubil vanjo. Se pravi, a ono pa ni več bil, ali kaj? Danes si želim biti z njo, kljub temu, da sva imela pestro in nenavadno preteklost. To se je dogajalo, pardon, samo še nekaj. To je bilo 13 je bil star, ko se je to dogajalo. 13. Ja. Namesto, da bi se učili. Okay. Pazi,
Ja, kaj pa zdaj naredil, ne? Sam sem mi povedal, da jo imam rad. Napaka. Ja, res. To je mogel jajca pobirati, ko je to povedal. Ona pa mi ni... Če ženski, ok. Ona pa mi ni pokazala enako. To ne moreš reči kot moški. Kaj pa rečeš? Koliko si ti nekomu rekel, da ga imaš rad? Nobenkrat. Edina prava reakcija. Ja. Ne, to ne poslušaj, jaz pa čuvam svojo moškost, ne boš me spalil vzel te pasti. Se ni treba meni reči, jaz vem, da me imaš rad, tako da ni panike. Ja, Laž. Še vse bolj hecno pa je to, da hodiva ven na večerje in sva veliko skupaj. Na večerje pa 15. Ja. Cash money, folk, to je pa. Jaz ne vem, mogoče on influencer, pa ima denar. Zanima me, kaj naj naredim. Res mi je všeč in ne bi jo rad pozabil. Ne bi jo rad pozabil. Ti še en mesec nazaj pa bila za SP, zdaj pa sploh ne vem več, kje je bila. Kaj je bilo to? Ker ti pa rogovilah leta čakaš, ne? Tako da... Ja. Dobro, pa to je bil primer, jaz sem ti povedal primer. Ja. Jaz nisem zdaj hotel pospraševati, tako kot ti. Zanima me, kaj naj naredim, res mi je svetujte mi, ali naj jo očaram, ali naj pozabim. Očarati več ne moreš. Zakaj ne? Zato, ker je rekel, da jo ima rad. Pa kako, daj mi povej en viable scenarij, kako bi šlo čez, da ti rečeš ženski, da jo imaš rad. Daj mi povej, da si ne poškoduješ hrbtenice moškosti. Daj mi povej. Lepo da prosim, daj mi povej. Kako? Hrbtenica moškosti. Pač to. Ja, ne to delati spet, ampak... Daj mi povej, kako? Kaj? Je to ob vinčku, ob večerji ti? By the way, rad te imam. Daj. Zakaj ne bi tega rekel, če imaš rad to žensko? Ne, ker dramaturgijo zjebe. Ne moreš tega reči. Kako boš do nje, kako boš spet na njo? Nekaj dela to. Zakaj ne bi rekel? Zakaj zdaj je rekel, pač ni rekla nazaj, to je bed, 15 so stari, stvari se spreminjajo, naj se druži, pa mogoče. Treba bi ga bilo videti. Lahko je nežen fant in če je nežen fant, pa je jasno, da je rekel, da jo ima rad. Ja. Verjetno ni kak hrust. Hrust? Verjetno ni manly man. Ni gentleman, kako... Gentleman je druga pesem, ti nima veze s tem. Hočeš reči, ni komendar v bistvu. Ne, komendar je pa samo en. Okay. Z vsem spoštovanjem, Tim, zdaj, hvala za spoštovanje. Bi si želel isto reči nazaj? Ne. Tim, malo še probavi, pa obupi. To je moj nasvet. Ne bi je rad pozabil. Ja, jaz tukaj ne znam. Jaz pravim, samomor si naredil, ko si povedal, da jo imaš rad. Ja. Zdaj... bi jo mogel ignorirati in pa bi ona. Mislim, sem mi povedal, da jo imam rad, ona pa mi ni pokazala enako. Pej domov. Konc je. Okay. Tim, hvala, ker si dal vprašanje. A je tle Tim? Prosim reči, ne. Mislim, ne. Nite. Kdo tu joka? Ne. Kristus. Ok, greva naprej, še eno pa helpo, greva pa na tole. Zdravo, moj bog. Zdravo, letos me čaka maturantski ples. Jezus. In me zanima, kakšno barvo dolge obleke priporočata, da bom usklajena s soplesalcem, ki bo nosil temno modro obleko. Je sploh kakšna alternativa, razen tega, da tudi jaz nosim obleko temno modre barve? Poleg tega potrebujem citat za yearbook in bi vaju prosila za kakšno globoko misel, predvsem Godlerja. Najlepša hvala, Zala, in bolj oklepajo, 18 let stara punca. Tako da, sam, dajmo na gor.
Dekle zanima. Temno modra obleka, a mora biti tudi ona. On ima temno modro obleko, to je zelo lepo. Upam, da ima tudi črno kravato, ker maturantski ples je stvar vredna, da se človek uvodi. Jaz imam še vedno obleko iz maturantskega plesa. Res? Ja. Wow. V glavnem, jaz mislim, da Kaj čisto ok? jaz bi jo dal. Kakšne barve je bila pa tvoja? Temna je. Temno modra. Ne, ni temno, po mojem ni temno, po mojem bolj črna je. Si imel kravato, si imel srajco belo? Kakšno? Belo srajco, pa mislim, da sem imel brez kravato, nič nisem imel, ta nek Don Johnson look sem imel. Relaxed. Relaxed. Don Johnson. Ja, Miami Vice. Nis pa prišel z gliserjem. Ok. Ne, sem pa zato, ker sem bil visok, sem imel pol soblesavko, ki je bila pa dost višja kot ti. Sam to sem hotel povedati. A ni zanimivo? Napredke, smo priča napredku, smo na vseh področjih življenja. Ene stvari so pa zmer pri tleh. Kot tvoj smisel za humor. Zanimivo. Vse napreduje, teba stagnira. Če obstaja kakšna alternativa, razen tega, da tudi jaz nosim obliko temno modre barve, jaz bi jo dal, če si jo predstavljam, v belo. Belo? Ja. Belo pa temno modr. Ja. Do tako na torti izgledala. To je kar slabo, belo obleko. Nisem rekel poročno, rekel sem belo. Okay. To je razlika. Belo. Kaj? A je tukaj gospodična? Ne, ni. Ne, ker če ne pride do... Jaz bi rekel, da ima raj, da ima pač temno modro, Ne. Mogoče ne isto kao on. Ne. Samo da je neki v tej špuri. Ne. Temne, modre pa vijolične. Se ne strinjam. Tako, iz istega razloga, kot se ne strinjam, to vidiš velikokrat. Ja, napaka. Moškega, ki nosi kravato, potem ima pa pocket square z istim vzorcem, kot na kravati, ali pa iste barve. To je isto, kot si s flomastrom na čelo Seljak napisal. Ja, moja analogija temu je, to sem že enkrat razlagal, ko grejo ljudje igrati basket od zunaj na ulici in so oblečeni v dres in hlačke, recimo Jordan Chicago. Ne. To je isto, to ne delaš. Mora biti hlače, mora biti nekaj drugega, pa dres, ali imaš pa hlačke, pa je do enega drugega dres. To je bil zdaj samo en kup besed na kupu. Ampak sem vprašal, kaj je lahko ploskaj, sem videl. Pa bomo probali oceniti, dovolj, pač ploskite, če mislite, da imam jaz prav, da je bolj ta modra vijolična scena ali bela obleka. Sam to, da bo, sam preverimo, a je v redu. Okay, zdaj prvo za belo obleko. Pač ta plava vijolična. 50-50, recimo. Ja, recimo, da je pol. Nič nismo pomagali. Zdaj greva pa ven iz rubrike Opa Help, če prav razumem, ker si ti listke, zakaj si listke ven vzel? Zato, ker zdaj pridemo pa k vrhuncu večera. Ne, obljubljati, ne. Zdaj pridemo k vrhuncu večera, ki je, kako bi rekel temu, prvo uradno ustoličenje religije Gaja. Ustoličenje? Narobe sem besedo slišal. Ja, okay. Pižama, kje si, kaj ta rabi? Ga ni tle, ne? Žal. Dva lista si bo... Ja, ne, dva lista. Stvar je v tem. Zadnjič smo naredila osnutke ene religije. To je moje življenje, drugače. Ni vino. To je moje življenje. Dobro, okay. V glavnem, postavila so temelje, pa ni to religija, to je, recimo temu, doktrina, če že. Religija je močna beseda in od nje ni nikoli koristi. Doktrina Gaja, ki želi na najlepši način opisati življenje. Doktrina bo bazirala na dvigovanju zavesti, na način hermetične kabale, seveda, ampak to je za tiste, ki bojo študirali naprej. Za danes... Zdaj sem postavil, da bolite, za tabo bojo pa neki ljudje. Danes bomo postavili 10 zapovedi in pa, kako bi rekel, ekvivalent Oče naš molitvi za religijo oziroma za doktrino Gaja. Nisi normalno, ok. Ne, res. Najprej bi rad povedal,
da bo uradna glasba za religijo Gaja, oziroma kot himna na nek način, Sara Perketijamo skupine in to bo zdaj igralo v ozadju. Iz Nokije. Tako. Najprej gremo. Kaj delaš ti? Pazi. Prva zapoved, ki jo poznamo, veruj v enega Boga. Veruj v eno in edino skupnost svojih lastnih problemov. To je naša prva. Druga. Okay. Ne skruni Božjega imena. Okay. Ne. Ljubkovalna imena uporabljaj le, če je nujno. Tretja. Posvečuj Gospodov dan. Vzem si frej. Vzem si frej. A ni manj invazivno? Posvečuj Gospodov dan. Ne. Sem frej si vzem. vzem. Si frej. Ja. Dihaj. Imaš dosti problemov. 4. Spoštuj očeta in mater, da boš dolgo živel in ti bo lepo in te bo dobro na zemlji. Spoštuj sebe, tako boš spoštoval tudi druge. Koliko dolgo boš živel, bo odvisno od diete. Če ti bo dobro na zemlji, pa predvsem od vremena. Political, global warming. Ja, okoljevarstveno, zavedno. Človek, ki ima jaguarja, veš 6. 5. Ne ubijaj. Ok, ta je kar dobra. Ampak sem vam dodal. 5. Ne ubijaj. Ajde, muhe lahk. Muhe. Okay. Naprej. 6. Ne nečistuj. Počisti za seboj. Ja. 7. Ne kradi. Kradi. Ampak ne malenkosti. Če ti bo ratal, dobro zate, 15 šele. Če ti pa ne bo, je pa kazen točno tlele noč se skrivala. Ves čas pa je nisi videl. Naprej. 8. Ne pričaj po krivem. 8. Ne pričaj gluposti. Ta je za majico. Naprej. 9. Ne želi svojega bližnjega žene. Ta je pa čisto narobe. 9. Navali. Kdo ti bo določil? Kdo ti bo določil? Ne vem. Bližnji. Ti meni bližnji. Ne, a sem ti? Kdo je meni bližnji? Tebno ben. Tebno ben. In še 10. Ne želi svojega bližnjega blaga. Jaz pravim, ne želi svojega bližnjega blaga, če kupuje kitajsko robo. In zdaj naša molitev. Mi všeč, da si kar vse si nas impliciral v to. Okay, ja ne, to so naši novi pripadniki. No, če niste vedeli, niste prišli samo v kinoteko za 1 uro, sam Remo poslušati. Sedaj se pa objemite in poljubite. Se pravi, Oče naš, ki si v nebesih, ne, to ne bo, pač ta, je pa na tem pa bazira. Gre pa takole. Gaja, ki si v našem vidnem polju, pa pustimo tvoje ime. Ne rabiš hoditi, kraljestvo je že tu. Volja je naša in odraža se povsod. Daj nam rajš suši. Dolžni nismo nič in nihče ni dolžen nam. Navali skušnjavo, tudi če bo hudo. Hvala lepa. To je nekako oris. Na kratko. Kaj je bilo to na koncu? Kaj je bilo to? To je pa zdaj tako. To je huda teorija. Namesto amen lahko rečeš tudi aum. Ja, to je ena beseda, ki izvira iz hebrejske abecede in je preštudirana, da vsebuje od rojstva do življenja do smrti kot celota. Najbolj zavibrira, bolj zavibrira, če že amen. Razumeš to? Ja. Kaj je moram reči? Augmen. Aum. Ja, tako. To nisi še tam. Okay. Poboš pa kmalu. Ok, hvala za
Prosim, Gajo. To je bilo treba. Zdaj pa na koncu bo Jure, za vse, ki ste prišli, nekaj zaigral. Na klavir. Enega Mozarta. No. Enega Mozarta, ne bo žal, ko je bil, ampak so rekli za vas, ki ste prišli v pub. Ali Chopina. Bojo ljudje povedali, bomo na koncu glasovali. Boje, takoj ne, daš prst. Naprej ne gremo, pa zdaj, da boste, saj vi, ki ste tukaj videli živo, da to ni šala. Že še rubrika, ki je tudi zdaj ratala po narodu, nekaj kazati, random stvari. Okay. Rubrika Moderni gentleman, kjer vzameva, kaj ta revija, že spet pozabil sem. Country Life. Country Life revijo. To je zdaj dejansko v aparatu Sword Headquarters, v studiu, točno ta izvod, ki sklepam, da je edini v Sloveniji, kjer Jure zbere eno to zapoved modernega gentlemana. Rolex. Okay, redo. Kaj? Sem že našel. Ne, zdaj bo iskal, moram že spet govoriti. Tako je tudi kasneje, tako da ni panike. Si najdel. Yeah. No, learn another language and seduce someone using it. Ja. Jaz zdaj znam reči Moskva. Realno. Learn another language. Jaz znam samo en jezik in to je angliščina. Nič drugega? Ne. Ne bi znal zapeljati v čemu? V kakšnem drugem jeziku. Ja. Se ne vemo. To znam italijanski ti. Spicy meatball. To je to. Ne, jaz ne znam tako. Ne, reči nekaj italijanskega. Ne, se znam, marsikaj italijansko, ne? Še kar nisi nič rekel, zdaj ne vem, ta pogovor. Ja, reči kaj italijansko. Ne boš ti meni rokavičko v obraz metal. To so rokavice, ja. Reči nekaj po italijansko. Ne, tutto questo. Za konc reči nekaj po italijansko. Tutto questo. Kaj je tutto questo? Sì. Allora, vieni qui. Reči nekaj italijansko. Nisi rekel po italijansko. Rekel sem italijansko. Un caffè. To je to. In ti lahko s tem zapelješ nekoga. Allora. Buonasera. Vino. Že. Nisi poznal. Hotel. Nisi poznal skupine Rike Poveri. Mislim, da ne moreš zdaj tega. Ti mi pač da je ženska, bi sam rekel Sanremo, pa karkoli so te Riki je whatever, ne? Pa kaj, pa andiamo, to bi znal reči. Andiamo. Ja. Vaffanculo, to vsi znamo. Kaj še? Vieni qui, to rečeš pridcem, zaradi psov, to je iz kempa. Koncentracijskega. Vi se smejite, jaz sem pa to videl živo. Ne bo tega pogrela. V glavnem, zdaj pa, ker smo prišli, boš enega od džinglov opazovalnice zaigral za konec, pa greš pa za ta prav klavir. Bi? Vsi bomo. Vsi bomo, še enkrat vsi. Jaz bom res mikrofon v publiko. Vsi bomo proslavili ta v stran vržen večer. Okay. No. Torej. Opa, 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 zovalnica, opa, zovalnica. Preveč dobro.